Zdravo! Iz ljubljanskega studia 136, to so Vesti na vesti. Evropski parlament je včeraj na plenarnem zasedanju v Štrasburu podprl imenovanje Portugalca Joseja Manuela Barrosa za predsednika Evropske komisije. Barroso bo tako z novembrom začel drugi petletni mandat na položaju predsednika te inštitucije. Za imenovanje Barrosa je glasovalo 382 poslancev, proti jih bilo 919, glasovanja pa se je vzdržalo 117 poslancev. Pred dobrim letom je Barrosa na kavi pri Mačku gostil tudi Janez Janša. Poglejmo, kako je bilo takrat. Thank you. Gospod predsednik, hvala in enako tudi vam. V torek je v organizaciji SD-ja Piran potekalo prvo srečanje z imenom Večer s Patrikom Vlačičem. V prvi ediciji teh srečanj je minister za promet Portorožu gostil predsednika Združenja Zveze borcev za vrednote NOB Janeza Stanovnika. V pogovoru, ki je trajal več kot 1 uro, sta se dotaknila veliko različnih tem, med drugim tudi praznika ob dnevu vrnitve Primorske Sloveniji, ki naj bi bil na napačen dan. To je 15. september, ki ga je za državni praznik predhodnik vaše vlade proglasil. Jaz pa nisem nič veliko zadovoljen s tem 15. septembrom, zaradi tega, ker 15. september je datum ratifikacije mirovne pogodbe, ki je 100.000 Slovencev prepustila Italijanom. Tako da nimamo kaj praznovati 15. Imamo pa vse za praznovati 16. to je jutri. Zaradi tega, ker 16. septembra je pa vrhovni plenum Osvobodilne fronte proglasil priključitev Primorske. In ker je Janša hotel imeti vrnitev Primorske, ne pa priključitev Primorske, on je hotel Primorsko vrniti Avstro-Ogrski, zato je rekel vrnitev. Mi smo pa izglasovali pa priključitev. In to priključitev po volji primorskega ljudstva, ki je pa včeraj na tej prireditvi pokazalo svoj primorski duh. In ko sem je že vprašal, moram reči, da je moje srce utripalo tako kot tvoje. To je bila ena najlepših prireditev, kar sem jih jaz doslej doživel. V nadaljevanju pogovora pa sta se sogovornika dotaknila tudi vprašanja meje med Slovenijo in Hrvaško. Zaradi tega vprašanje Savudrije pa me je Sanader rekel, da niti pedna svoje svete zemlje ne oddal, se rekel, bež na bež se ta Savudrija nikoli tvoja bila. Ampak to je razmejitev bila in jaz ne želim nobenemu Hrvatu reči, da bi Savudrija morala slovenska biti. Ali pa da hočem kakršnokoli korekcijo meje, pa se celo z tistim Joškom Jorasom lahko skregam okrog tega, pa tam za Trdinov vrh, pa gor za Hotizo, pa tako. To so marginalne stvari, ki so stvari za geometre, ne pa za politiko in diplomacijo. Za politiko velja to, kar smo se mednarodno sporazumeli, kar je bilo napisano in napisano je to, da mejnih problemov na kontinentu nimamo. Ostaja pa problem razmejitve na morju, saj bi nekateri Slovenijo radi razglasili za kontinentalno državo. Ne bo šlo. Druga stvar je pa morje. Tu je pa vprašanje ali Koper ali reka. In ali je to Koper ali reka, to je bistvena luka za centralno Evropo. Bistvena luka je in bo Koper. Zadnje dni v medijih odmeva odločitev sodišča, ki je Dnevniku prepovedalo negativno pisanje o gospodu Ceraniju. Slovenski novinarji to odredbo označujejo kot neverjetno in povsem nesprejemljivo v državi članici Evropske unije. Zato smo odgovornega urednika Dnevnika in Dnevnika.si Alija Žerdina vprašali, kdaj lahko v Dnevniku pričakujemo kakšno pikantno zgodbo o Ceraniju. Mi čakamo zdaj na pritožbo, oziroma mi čakamo, da bo višje sodišče odgovorilo na našo pritožbo.
deloma pač zbiramo gradivo. Ko bomo ocenili, da imamo gradivo za dosti dobro preverjeno, se bomo odločili tudi za objavo. O vladi, ki se še razvija, komentar dneva Adolf Hitler. Banka Slovenije! Srena, kaj oni počnejo, kaj? Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, opravičujemo se za izpad našega rednega komentatorja, po menjavi 3 srajc in 2 mentalitet. O vladi, ki se še razvija, komentar dneva Rado Pezdir. Zaenkrat največja značilnost predsednika vlade in njegovega finančnega ministra je zagotovo, da kot po tekočem traku proizvajata in predstavljata najrazličnejše predloge. Zelo običajno je, da do tega prihaja v povprečju 2-krat na teden, na kar se, kot po pravilu zaradi odpora strokovne in širše javnosti, te ideje odmaknejo v pozabo. Skoraj zadnji predlog je tako tisti o državnem financiranju tveganih podjetniških idej preko sklada tveganega kapitala. Pustimo ob robu debato, ki očitno nihče ne sliši prav rad. Namreč, ali so subvencije sploh učinkovite ali zgolj prerazdeljevanje. Vprašajmo se raje o smiselnosti tovrstnega ukrepa. Obstajajo vsaj 3 pomisleki. Najprej, iz tega sklada tveganega kapitala naj bi se financirale visoko tvegane, a tudi nadpovprečno donosne naložbe. Zdaj, če so naložbe res tako silno donosne, zakaj jih mora financirati država? Drugič, dvomim, da bo sklad tveganega kapitala financiran z milijardo evrov davkoplačevalskega denarja. Zakaj je to pomembno? Iz prakse je jasno, da je nemogoče podpirati ustanovitev, obratovanje in širjenje kakih 100 visokotehnoloških podjetij z 10.000 evri povratnih sredstev. In tretjič, zaenkrat naj bi bili cilji teh povratnih sredstev dvigniti raven slovenske dodane vrednosti na evropsko raven. To je nekako zelo izmuzljiv kazalec uspeha. V primeru, da bi hoteli, da se državni denar učinkovito obrne, in če so te naložbe res tako zelo donosne, zakaj država ne bi namesto iz nekih izmuzljivih ciljev raje zahtevala denimo 30% letni donos na vložena sredstva. Kdo bo imel od vsega tega koristi, si lahko mislite. In prav tako ni skrivnost, kdo vse to bo plačal. Bizarno je le to, da vlada preizkuša ukrepe, ki so nesmiselni in je celo tako zelo zmedena, da niti ne prepozna stranpoti lastne ekonomske politike. Slovenija, 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 kulturac. V torek se je v Arhitekturnem muzeju na gradu Fužine pričela razstava izbranih del študentov Akademije za likovno umetnost. Poimenovali so jo Oko za oko. Zdaj vem, zakaj Fužine. Z njo pa se študenti oblikovanja trudijo za izboljšanje razmer študija na oddelku za oblikovanje. Razstavljena dela si lahko brezplačno ogledate od 10. oktobra vsak dan med 9. in 3. uro popoldne. When I'm alone with my fancies, I'll be with you, weaving romances, making believe they're true. Oh, give me lips for just a moment, and my imagination will make that moment live. Oh, give me what you alone can give. Še je vreme? Je kaj pa zdaj tok teksta? Kaj, uredniku se ni dal prispevko gledati in zdaj je tle filo nabasal, ali kaj? Ok, Domen, fajn si napisal, gremo prebrati. Kljub temu, da se poletje počasi poslavlja in da na zadnje dni moči dež, to ne sme biti razlog za zapečkarstvo. Ljudje, pojdite ven, saj se je vikend že skoraj tu, vendar ne stojite zunaj na mrazu in dežju, temveč se odpravite nekam na toplo. Lahko se odpravite v gledališče, saj v Ljubljani trenutno poteka festival Exponto. Vsi tisti, ki imate avto, pa se lahko recimo odpravite do Tolmina, kjer je danes začenja se FIŠ, 4. mednarodni festival mladih neodvisnih filmskih produkcij. Vse do sobote. Za vsakega nekaj torej, razen za tiste, ki imate novo gripo. Tisti, ostanite doma, pite veliko tekočine in kašljate z rokami pred obrazom.
No, prišel sem čez tekst, to je to. Fajn se imejte, iz Ljubljanskega studia 136, luči so vroče in nasvidenje.